današnji zadnji okrogli mizi, ki sta pripravila Iskra PDV v sodelovanju z društvom Kulturo Okultko z naslovom LGBTQ iz osebnega v kolektivni boj. Žal je predstavnik Legebitre Miha Lobnik odpovedal, ker je na službeni poti v tujini. Z nami sta pa tako na moji levi dr. Primož Kraševec, doktor sociologije in član Inštituta za delavske študije, ter na moji desni dr. Metka Mencin-Čeplak, predavateljica na Fakulteti za družbene vede. Oba pozdravljena. Če kar začnem z kratko zgodovino LGBTQ gibanja na Slovenskem, začetek gejevskega in lezbičnega gibanja v Sloveniji predstavlja prvi festival Magnus z naslovom Homoseksualnost in kultura, ki ga je leta 1984 organiziral Škuc Forum. Istega leta je bila v okviru Škuc ustanovljena sekcija Magnus, ki je poslala prvo takšno gibanje v nekdanji vzhodni Evropi. Lezbična sekcija Škuc LL je bila ustanovljena leta 1987 in je bila prva lezbična skupina prav tako v vzhodni Evropi. Namen obeh je bil poleg kulturne, umetniške in znanstvene produkcije tudi boj proti vsakašni obliki diskriminacije. Leta 1998 je bila pod okriljem študentske organizacije Univerze v Ljubljani ustanovljena skupina za mlade geje in lezbike, biseksualce in transseksualce in njihove starše, Legebitra, katere namen je bil nudenje varnega prostora za mlade ter delovanje na področju človekovih pravic. Leta 2003 je bil tako ustanovljen tudi DIH, Društvo za integracijo človekovih pravic, ki se danes imenuje Društvo DIH, enakopravni pod Mavrico. LGBT organizacije so tako aktivne na več področjih. Najdlje se posvečajo kulturi, umetnosti in različnim medijem, v zadnjem času pa so tudi politično aktivne ter osredotočene tudi na družabnost, zdravje in ustvarjanje varnih prostorov. Prva parada ponosa je bila 6. julija 2001 z naslovom Obvoznica mimo nestrpnosti, pohod proti homofobiji. Povod za parado je bila diskriminacija lokala Ljubljanski mestni galeriji, kjer so dvema gejema prepovedali vstop, ter neaktivnost oblastnikov, ki dogodka niso obsodili. Pred parado so se zgodile še protestne akcije pitja mineralne vode v omenjenem lokalu. Udeleženci in udeleženke so mineralno vodo pili kar se da počasi in tako zmanjševali profit lastnikov lokala. Tako se je v Sloveniji prične tradicija Parad ponos. Parada ponosa, po svetu znana tudi kot Pride Parade, je manifestacija gejev, lezbik, biseksualnih, trans in queer oseb, ki se zavzemajo za spoštovanje svojih pravic. Temelj Parade ponosa je vidnost LGBT oseb, izhod v privatno v javno sfero, ki je javno zato, ker pripada vsem, ne glede na spolno usmerjenost, identiteto in izraz. Kar se tiče pravne ureditve, je v Sloveniji od leta 2005 v veljavi zakon o registraciji istospolnih partnerskih zvez. Poskus izenačitve pravic istospolnih parov s heteroseksualnimi pari skozi družinski zakonik ni uspel, saj je bil leta 2012 na referenduma zavrnjen. Istospolnim parom, ki so svojo skupnost registrirali, pravni red priznava zgolj nekatere partnerske pravice, kot so pravica do preživnine, pravica do pridobivanja skupnega premoženja, pravica do stanovanjskega varstva, pravica do dedovanja in pravica do pridobivanja informacij o zdravstvenem stanju obolelega partnerja ter do obiskov v zdravstvenih ustanovah. Odreka pa jim druge, tudi pomembne socialne pravice. Skupine, na kateri se vprašanje o družbeni vključenosti oziroma izključenosti osredotočajo, so ženske, hendikepirani, starejša populacija in LGBT skupnost, o kateri bo danes tekla beseda. Ko govorimo o LGBTQ gibanju v Sloveniji, se je le-ta oblikoval predvsem skozi liberalno ideologijo z identitetnimi politikami. To temo si bomo danes pogledali tudi skozi kritično teorijo družbe. Slednjemu nasprotniki očitajo ekonomski redukcionizem, identitetnim politikam pa premajhno uspešnost. Danes je pri političnem delovanju poudarjena identiteta in skozi identitetne družbena gibanja se skuša neenakosti in diskriminacijo manjšin odpraviti,
a žal se premalo podarja širšo gibanje za družbeno emancipacijo. Mnogo ljudi prej občuti diskriminacijo in zatiranje na podlagi spolne usmerjenosti kot na podlagi družbenega razreda. Neenakost med spoloma, neenakost v spolni orientaciji ni nekaj naravno danega, ampak je posledica obstoječih družbenih razmerij, ki v ospredje postavijo družino kot temelj družbe. Prav tako je ukoreninjeno v heteronormativnosti, to je celota družbenih norm, ki so se skozi zgodovino razvile okrog heteroseksualnosti in temeljijo na binarni poziciji moško in žensko. Zdaj pa kar pridem na prvo vprašanje za dr. Krašovca. Kakšen je potencial kritične teorije za LGBTQ vprašanja danes? Mislim, da je ta potencial sploh glede na dokaj ne, recimo, če izenačimo kritično družbeno teorijo z marksizmom, kar se ne prekriva čisto, ampak recimo za ta namen, mislim, da ima precej neslavno zgodovino. Se pravi, tukaj, mislim, ne bi se strinjal z očitkom ekonomskega redukcionizma, mislim, da gre tukaj bolj za problem po eni strani ignoriranja LGBT vprašanja, po drugi pa nevidnosti, kjer mislim, da je bil ključen zgodovinsko-epistemološki problem, če tako rečemo, je bilo to, da se je zelo pogosto, recimo, kadar je marksizem namesto, da bi funkcioniral dejansko kot kritična družbena teorija, funkcioniral kot uradna državna ideologija ali pa doktrina, se je same nedokončanosti te teorije iz šibkosti delali vrlino, se pravi v smislu tega, česar ni v Kapitalu oziroma v njegovih kasnejših marksistično-leninističnih sintezah, ki si je irelevantno. Jaz se recimo ne poznam nobenega marksističnega spisa, ki bi neposredno izvajal LGBT diskriminacijo iz recimo kapitalskega odnosa ali pa razvoja produktivnih sil, ampak po drugi strani se pa tudi ni toliko ukvarjal s to problematiko, recimo ta teorija, kar bi si, če ne funkcionira kot kritična družbena teorija, bi se mogla. Tudi jaz mislim, da ključen potencial, ki ga ima kljub tej neslavni zgodovini, je predvsem po eni strani metodološki, se pravi, da se da podobno metodo, recimo podobno kritično metodo, kot jo Marx uporablja za raziskovanje razredne družbene dominacije, uporablja tudi za vse ostale vrste, ki pa niso ekonomske, kar ne pomeni apliciranja končnega rezultata nekega teoretskega postopka in potem reči, da na vseh drugih področjih, tudi tistim, ki nimajo zveze z razrednim bojem, z razredno dominacijo, enako, to bi bil ekonomski redukcionizem, ampak da se ponovi to isto izhodiščno metodo ali izhodiščno gesto. Se pravi, to bi bil recimo, ampak tukaj je potrebno še ogromno dela, recimo, da bi se znotraj tega teoretskega horizonta to razvili. Tukaj so stvari še dosti na začetku ali pa zelo nerazvite. Po drugi strani pa mislim, da pa ponuja dobro in veliko bolj razvito osnovo, po drugi strani za kritiko pravnega fetišizma oziroma omejevanja političnih in družbenih bojev na pravni okvir ali pa na okvir človekovih pravic. Tukaj pa mislim, da je nekaj zelo produktivnih nastavkov, recimo tako od klasičnih del Pašokaniza kot do bolj recimo sodobnih, kritičnih, marksističnih teorij prava, pravne države, potem se verjetno še vrnemo. Hvala. Na kakšen način bi lahko kritična teorija družbe problem LGBT diskriminacije postavila v kontekstu razrednega boja, ter ga tako jasneje povezala z kapitalističnim sistemom oziroma strukturo na družbeni ravni? Jaz mislim, da se ne da neposredno povezati LGBT vprašanja z razrednim bojem. Mislim, da ni, saj za trenutno, tako mislim, mogoče se motam, ampak tudi za razliko od recimo rasne ali pa spolne dominacije in segregacije, tukaj ne vidim tudi posredne povezave, recimo z načinom ekonomske organizacije kapitalistične družbe. Mislim pa, da gre kljub samo, pa da gre pri specifični diskriminaciji. Mislim, da tukaj je recimo nauk ali pa neka pomembna poanta ali pa uvid marksistične teorije,
da kot je kapitalistična družba neka specifična, zgodovinska specifična družbena forma, so tudi vse oblike dominacije, diskriminacije, segregacije, ki poznamo tudi zgodovinsko specifične. Spravo, mogoče tukaj bilo pomembno poudariti, da recimo diskriminacija ali pa homofobija nista preostanek zastarelih identitet, se pravi proti liberalnim teorijam diskriminacije, ki jo bo napredovanje recimo pravne države ali pa razvoj trga in tržnih svoboščin in tako naprej s časom omililo ali pa odpravilo, sprav, da je potrebna bolj odločna politična akcija za odpravo teh oblik dominacije in diskriminacije po eni strani, po drugi strani pa mislim, da je tukaj bolj, saj trenutno uporabna Foucaultovska teorija, sprav, kar se tiče specifično LGBT vprašanja, kjer recimo Foucault v teh svojih seminarjih iz poznih 70-ih pomembno razširi sam teoretski horizont. Se pravi, če ima marksizem zelo dobro pokrit razvoj ekonomskega dela kapitalistične družbe, Foucault razširi svoj pogled še na druge vidike družbenega upravljanja, to, če mora prav biopolitika ali pa biooblast, se pravi skrb za zdravje prebivalstva, skrb za javno higieno, urbanizem, sodobne javne storitve, socialno delo in tako naprej, to, kar danes poznamo pod imenom socialne storitve in socialno delo. In tukaj lahko vidimo, da ključni problemi, recimo skozi zgodovina, recimo kriminalizacije, medikalizacije, homoseksualnosti in teh bolj odkritih oblik represije, se vežejo ravno na to, se pravi na skrb za recimo javno higieno, na skrb za zdravje, vse do recimo tudi AIDS panike v 80-ih, jaz mislim, da se ne da ekonomsko pojasniti, da se pa pojasniti biopolitično, se pravi skozi paniko pred okužbo populacije, skrbijo za javno higieno, javno zdravje in tako naprej. Če se kar obrnemo naprej na identitetne politike, so kritiki označili kot razkolniške in depolitizirane, saj pozornost namenjajo strukturni, kulturni prilagoditvi in tako vpliv ekonomske strukture ne vključujejo in jo ne spreminjajo. Identitetne politike se na nek način pretvarjajo, da delujejo na kolektivni ravni, namesto tega pa delujejo v prid še večje individualizacije in izoliranosti posameznika. Še vprašanje za vas, dr. Medicina Čeplak. Kateri so največji, najbolj problematični aspekti identitetnih politik? Jaz bi mogoče samo na začetku nekaj rekla, da politike jih običajno definiramo kot identitetne politike, ne razumem kot osebnih bojev. To so kolektivni boji, to so boji zoper diskriminacijo. Tisto, kar je seveda se postavlja vedno znova, ampak v vsakem konkretnem primeru, po mojem mnenju, je vprašanje, kako razumejo izvore podrejenosti, dominacije in tako naprej. S kakšnimi strategijami se lotevajo ciljev in katere cilje zagovarjajo. Tako da v tem kontekstu, pravzaprav, mislim, cilj, praviloma je cilj identitetnih politik vzpostavljanje enakosti. Enakosti sicer običajno res na enem takem zamejenem segmentu oziroma v zvezi z nekaj omejenimi osmi podrejanja. Zdaj, se mi zdi, da tako, da večina kritik pravzaprav na račun identitetnih politik izhaja že iz samih definicij identitetnih politik, kako jih sploh definiramo identitetne politike. Zdaj, seveda, če jih definiramo kot ozke, mislim, kot politike, ki, ne vem, se reducirajo na zahtevo po priznanju, na kulturalistične boje, za samorealizacijo, za priznanje nekega določenega življenjskega stila in tako naprej in zanemarjajo distribucijo bogatstva in politične moči, potem seveda lahko rečemo, da so to, da pravzaprav nekako legitimirajo liberalno ideologijo in reproducirajo pravzaprav njene učinke. Lahko jo pa definiramo širš kot vse politike oziroma vse prakse urejanja
družbenih zadev, ki upoštevajo identitetna določila, tiste identitetna določila, ki nekako ustvarjajo pole, okrog katerih potekajo diskriminacija, podrejanje, zatiranje in tako naprej. In ko naštevajo te pole, običajno imenujejo tudi razred, kot enega od polov. Seveda je zdaj stvar razprave, a je razred identitetno določilo, ki ga lahko primerjamo, ali pa ki ga lahko mečemo v isti koš z seksualnostjo, spolom, starostjo, etnično pripadnostjo, religioznostjo in tako naprej. To je zdaj stvar razprave. Ampak hočem se pokazati, kako je pravzaprav veliko nekak dilem nastaja zaradi tega, ker se ne zmenimo, o čem govorimo. In se pa strinjam, absolutno, konec koncev je queer teorija, gradim na Foucaultu in na njegovi teorizaciji, subjektivacije. In konec koncev tudi, če že omenjamo, že govorimo o tem, kakšne so zveze, tle seveda queer teorija vztrajno poudarja, da so specifične oblike zatiranja, nadzorovanja, upravljanja seksualnostjo nastale s kapitalizmom, s vzponom buržoazije, ki je nekako vzpostavlja sistem, ki se je pravzaprav začel prisvajati področja, ki so bila prej predmet zasebnosti. Potem, ali menite, da lahko queer teorija, ki res problematizira identitetne politike v akademskih krogih, ali lahko prispeva k izboljšanju LGBTQ pravic? Ja, mislim, queer teorija je pravzaprav pozorila na to, ali pa, ima zasluge za to, da se počasi bolj uveljavlja razumevanje seksualnosti in identitet povezanih s spolom in seksualnostjo kot socialnih konstrukcij. In pozarja na to, da gre za konstrukcije, ki so rezultat razmerij neenake moči, torej podrejanje in dominacije, ki reproducira ta vse prisotna heteronormativnost in ta, kot prej omenjali, linearna spolna delitev, samoumevnimi normami moškosti in ženskosti. Ampak zdaj pa drugo vprašanje, kakšen je domet identitetnih politik, ki izhajajo iz queer teorije? Tako kot vse identitetne politike, ki nekako izhajajo iz socialnih kategorizacij, se zapletajo pravzaprav v eno protislovje, ker izhajajo iz delitev, se opirajo pravzaprav na delitve, problematizirajo delitve, ki so predmet tega biopolitike, recimo, v najširšem pomenu besede, s tem, ki jim nasprotujejo pravzaprav in promovirajo se, tako bom rekla, sebe definirajo v kontekstu teh istih kategorij. So neke, kar te kategorije niso. Se pravi, da vedno na nek način se morajo se konstituirajo znotraj obstoječe socialne kategorizacije. To je nek temeljni problem, ki ga pravzaprav vse teorizacije identitet in identitetnih politik poudarjajo. Nekako skušajo afirmirati socialno kategorijo, ki pa je definirana, ali pa ki pa jo definirajo razmerja na enake moči. Tukaj gre za neko temeljno protislovje. In tle se pravi tudi queer politike temu ne, oziroma identitetne politike, ki izhajajo iz queer teorije, temu ne morajo ubežati. Po drugi strani
se mi pa zdi, da s tem, ko zagovarjajo tezo, da so spol, spolna identiteta, seksualna identiteta, nekaj fluidnega, skratka, nekaj, kar se giblje na nekem kontinuumu, s tem pravzaprav ves čas opozarjajo, da so pravzaprav to nesmiselne kategorije. In mislim, da je prav to opozarjanje na to, da gre za nesmiselne kategorije, pravzaprav predstavljajo eno najhujših groženj patriarhalnemu redu, ki je utemeljen na heteronormativnosti in na teh spolnih binarizmih. Kako misliti družbo brez spolov, oziroma brez spolne delitve? To je verjetno vprašanje, ki je za mnoge, na katerega si mnogi veliko težje odgovorijo, kako misliti družbo brez ekonomskih neenakosti. To je nekaj tako out, tako zume, tako da s tem, seveda, s tem, bi rekla, si upam reči, na nek način subvertirajo te najbolj utrjene družbene delitve in gre na ta, seveda, za radikalno politiko. Seveda pa obstaja ves čas vprašanje, kakšno zvezo imajo ti boji zoper ekonomsko izkoriščenje. Razen na tej ravni, da v primeru, če te kategorizacije odpravimo spolne in seksualne vsi izkoriščenje, ampak izkoriščenje še vedno ostane. V tem smislu pravzaprav seveda imajo neke meje, imajo pa pravzaprav, problem identitetnih politik nasploh nastopi v tistem trenutku, ali pa, se mi zdijo te kritike, ki prihajajo z levega političnega spektra. Vse te kritike so smiselne, upravičene takrat, ko se pravzaprav akterji identitetnih politik sami sebe in svoje boje razumejo kot boje za socialno kategorijo, ne pa recimo kot borce in borke, za enakost. Ampak mislim, da se ne izključuje. Pa še vprašanje za vas, dr. Krašovec. Kakšne politične učinke ima prepuščanje LGBTQ vprašanja liberalne politične ideologije? Verjetno najhujše je to, da postane liberalna politična ideologija, ampak brez šale, jaz mislim pa se bom kar navezal na kolegico. Mislim, da ključen problem je tega, recimo, če se dela samo znotraj horizonta ali pa parametrov liberalne politične ideologije, je, da se ostaje samo na ravni tako pravne enakosti, se pravi kot specifično pravne enakosti, kot na ravni priznanja razlike. Zdaj, učinek tega je sicer lahko, da se doseže enake pravice na podlagi neke identitetne razlike, kar ni nepomembno. Mislim, nikoli ne smemo podcenjevati zgodovinskih dosežkov teh bojev in pomena teh bojev, ki ni zmanjšal, dokler ta enakost pravic ni dosežena. Ampak gre pa tukaj vedno za nek neprijetno trgovino, ker je treba za to, da se na podlagi neke razlike doseže enake pravice, je treba to razliko ali pa identiteto fiksirati. To mislim, da je ključen problem, se pravi, dobimo zato, da lahko zahtevamo enake pravice, recimo te formalne, kar se tiče premoženja, dedovanja in tako naprej. Moramo imeti potem gejevske pare, se pravi, priznamo tradicionalistično patriarhalno institucijo para, družine in tako naprej. Se pravi, smo vedno med tema, kako bi rekel, med dvema neprijetnima možnostima. Ali imaš enake pravice in dopustiš pač to, recimo, državno administrativno klasifikacijo, nadzor in s tem fiksiranje te identitete, kar pomeni, da zgubi svoj subverzivni potencial, ki so ga imela gejevska gibanja, recimo, ali pa LGBT gibanja še v 70-ih, 80-ih, ravno v tem, da so delala
eksperimentih v ljubezenskem in seksualnem življenju, ki so šli izven tradicionalističnih okvirov. Se pravi, če imamo poleg heteroseksualnih še homoseksualne in še par vrst parov, imamo še vedno problem to, da je seksualno življenje v družbi regulirano in državno administrirano na način družin in parov. Se pravi, v političnem smislu nismo veliko napredovali, sem pač na isti ravni širša paleta možnih, kako bi rekel, možnih kombinacij znotraj istih tradicionalističnih konzervativnih institucij. In tukaj mislim, da ta problem ali pa ta nevarnost preživlja vse vrste identitetnih politik in to, kar se tiče tudi vprašanja razreda kot identitete. Jaz mislim, da razred lahko postane v političnem smislu identiteta in da je bila to ena od največjih tragedij poleg delovnih taborišč in teh bolj očitnih stvari, socializmov 20. stoletja, državnih socializmov 20. stoletja, da se je razred percipiral kot neko specifično, kulturno, po življenjskem slogu določeno identiteto, se pravi, to so ljudje, ki delajo v tovarnah in potem pijejo pivo in nosijo modre kombinezone in tako naprej in se je poskušali fiksirati to, reducirati, se pravi, na nek ta stereotip delavca, vso konkretno raznolikost in heterogenost realno obstoječega delavskega razreda in ga v bistvu razredno politiko voditi ali pa delovati na ravni razredne politike kot politike identitete in pač da delavcem večji standard, več pravic, višje plače in tako naprej, ampak še vedno ostajajo delavci oziroma postajajo pod državno socialistično kulturno politiko veliko bolj delavci, se pravi veliko bolj uniformni, ne da bi se sploh sprašvali, a dejansko želijo to identiteto in kaj točno imajo od te identitete. Tako da meni osebno so tudi bližji te abolicionistične perspektive, se pravi, ki se zauzemajo, kakorkoli se to sliši utopično, ampak v neki najdolgoročnejši, najbolj utopični razsežnosti ravno za ukinjanje identitet, ali pa saj kako bi rekel, za njihovo poganjanje v tek, nasprotno od njihovega fiksiranja, tako na področju razredne, kot na področju, recimo, seksualne, rasne ali kakršnekoli druge politike. Tako da tukaj bi sam še dodal, kar se tega tiče, jaz vidim problem, recimo, queer teorije, dokler ostaja teorija, dokler ostaja akademska, ravno v tem, da ni problem v tem, da, mislim, ne gre za to, da bi bile seksualne identitete tam nekaj zunaj fluidne, ampak imamo mi neko napačno predstavo, da so fiksne, lahko tudi postanejo fiksne, se pravi, to je odvisno od družbenih bojev in političnih akcij, se pravi, da se jih fiksirati, to je tudi razlika med stanjem LGBT bojev, recimo razlika med 70-imi pa 80-imi, pa današnjim časom, ko je recimo ta radikalna struja v zelo majhni manjšini in prevladuje recimo ta neka liberalna struja, ki se zauzema za gejske družine, gejske poroke in podobne konzervativne zadeve. In recimo v tem primeru, v tej konkretni zgodovinski situaciji je dejansko gejska identiteta fiksirana, pač je fiksna, je pod državnim nadzorom, je pravno regulirana in se ne premika, ne eksperimentira. Se pravi, to je stvar politične akcije, vse določene identitete, katerekoli vrste že, a se jih spravi v gibanje. Ne gre za to, da bi mi kot akademiki ugotavljali predobstoječo fluidnost, se pravi, ni stvar v akademski dekonstrukciji lažne zavesti o fiksnosti identitete, ampak za njihovo defiksiranje v politični akciji. In potem mogoče še ena stvar, zdaj sem že pozabil, kaj je bilo vprašanje, ampak kar se tiče politike identitet, še ena stvar, ki se mi zdi pomembna je, in to je mogoče še ena potencial marksistične teorije ali pa saj njenega kritičnega, zahodno-marksističnega dela, da ne smemo na vprašanje identitet gledati fetišistično, se pravi, da ne smemo gledati na njih in tukaj lahko mogoče potegnemo paralele z Marksovo kritiko meščanskih ekonomistov, ki mislijo, da so recimo stvari, kot so denar, vrednost, blago, kapital in tako naprej stvari, ne družbeni odnosi. Se pravi, če
vprašate tudi danes, ker je okoli profesorja z ekonomske fakultete, kaj je to kapital, bo rekel, to je denar, to je stroj. Se pravi, rekel, videl bo stvar tam, kjer je družbeni odnos. In mislim, da podobno fetišizem se da učitati liberalni verziji politik identitet, ki vidijo tam, kjer je družbeno razmerje, recimo pripisovanja rase, zapiranja, kontrole migracij, getoizacije, tam oni vidijo stvar, tam oni vidijo črnce, ne vidijo produkcije rase, kot družbenega odnosa, dominacije in segregacije, recimo na primeru rasne identitete, ampak najprej vidijo neko stvar in potem mislijo, tukaj imamo neke črnce kot stvar in potem ali pa imamo neke geje kot stvar, kot neko fiksno preddružbeno stvar in potem zato, ker se jih bojimo, ker jih ne razumemo, ker smo premazobraženi, ker imamo neko zaostalo mentaliteto, jih diskriminiramo. Se pravi, to je ravno ta fetišističen obraten napačen pogled, ki meša vzrok in posledice, ki ne vidi identitete kot končnega produkta družbene segregacije in dominacije, ampak jo vidi kot vzrok. In če vidimo stvari pravilno, če vidimo določene podrejene družbene identitete kot končni proizvod družbene segregacije in dominacije, potem na najosnovnejši politični ravni vsi nimamo izbire, kada se zauzemamo za odpravo identitetne za njihovo priznanje. Ja, vedno vprašanje zdi seveda kako. Če, mislim, neenakost je materializirana, da se kaže natanko v tem, da si ti, ker si bitje, ki ti je določen ta in ta spol, ki ti je, ne vem, ki je poznana tvoja periferna seksualnost, pravzaprav si diskriminiran, marginaliziran. Tem je temeljni problem, ker pravzaprav se boriš proti temu na način, mislim, da vsi govorimo tukaj to, na način, ki na nek način reproducira te kategorije. Seveda, in tega se zaveda tudi queer teorija, se zavedajo queer politike in se na nek način zavedajo vse identitetne politike. Ampak zdaj seveda, kako iz tega kaj narediti? Lahko je reči, odpraviti identitete. Ja, ampak jaz se spomnim ene situacije, ene razprave, ko so jo vodili Britanci, šlo je pa za vprašanje etnij in Evrope. In je pač on govori, treba je odpraviti. Ja, kako odpraviti? Mislim, pa se pa ono vprašanje, Britance me lahko odpraviti, ko recimo angleščina postaja jezik vseh in tak naprej. Vedno je tistmu, ki ni ujet, ampak na katerem se nasekajo te množice teh vsi izkoriščanja, je relativno, je pač lahko reči, odprav. Ampak dejstvo pa je, da so tukaj in da so učinki teh kategorizacij, ki so seveda zmeraj povezane z itak, z razmerji dominacije in podrejanja, pravzaprav skratka imajo materialne učinke in ja, jaz mislim, sicer tako kot jaz vidim queer teorijo, seveda se queer teorija se vsaj tisti del queer teorije, ki jo jaz pač poznam, se še kako jasno zaveda, da gre za produkcijo, da je pravzaprav to nekaj. Ampak ta produkcija ima materialne učinke. Meni se tako zdi, ko preberam te polemike o mejah identitetnih politik in ponavadi se jih postavlja, se jih primerja z razrednim bojem. In pravzaprav se pa... Jaz imam tudi težave seveda s tem, da ta razredni boj ostaja pa nedefiniran. To je neka... Mislim, pa to bi bila zelo veselja, če me kdo popravi. Skratka, ostaja ta nekak občutek, da gre za eno idejo, ideal, kaj ne bi bilo tisto gibanje, ki bi povezalo pravzaprav te boje
za enakost na neki, na nekem skupnem izhodišču. A je to razredni boj ali je to kaj drugega? Ali lahko rečemo, ne vem, pravi Rancière, da je to boj za enakost. Mislim, jaz močno dvomim. Mislim, to bi bil res grob ekonomski redukcija. Mislim, če bi rekel, da lahko razrešitev razrednega protislovja odpravi vse oblike družbene dominacije in diskriminacije. To bi med drugim predpostavljal, da mislim, kar ne, da so vse ostale oblike, recimo, diskriminacije zgolj ideološke, se pravi, da obstajajo v neki nadzidadi in da so neke ideološke fantazijske megle in da pač spremenimo bazo, da se bojo avtomatično vzročno tudi spremenile te ideologije, kar je pač nesmisel. Mislim, močno, ne vem, mislim pač, da ljudje, kdorkoli že to govori, da bi uspešna razrešitev razrednega boja razrešila tudi vse ostale oblike družbene dominacije, da se pač motijo. Tukaj se jih ne da popraviti, to sem zavrnil. Zdaj, kar se da tiče ukinitve identitet, zdaj mislim, tudi če ne veš, to je manjši non-sequitur, tudi če ne veš, kako se ukine identitete, to še ne pomeni, da ne smeš reči, da jih je treba ukiniti. Ne, jaz sem govorim o tem, da pravzaprav v situaciji, ko je to, kar predstavlja neko os podrejanja z materialnimi učinki, je pravzaprav težko oblikovati boje, da bi se zapletel ta protislov. Vse enako je v ekonomskih ali pa v razrednih bojih. Mislim, jaz vem, da je treba ukiniti blagovno produkcijo kot tako in s tem tudi razredno delitev in razrede same, ampak vsem pač v konkretni politični praksi se bori za višje plače in za boljše delovne pogoje, čeprav to še vedno reproducira delavce, kaj delavce in s tem razredno delitev. Mislim, da je težava podobna. Mogoče še nekaj o teh protislovih. Tisto, kar je pravzaprav, ko že govorimo o reprodukciji, in problem identitetnih politik je tudi to, da pravzaprav ti boji za razlike predstavljajo ekonomsko nišo za korporacije. To je tudi velik problem. Nenehno se nekako zapletamo. Sem danes, ko se podarja prva človekova identiteta kot potrošnika, na katerega se pa tudi pa tudi, če se v bistvu, je to, da obstaja neka družbena skupina, ki recimo, ne vem, pa bom zdaj tako banalno rekla, ustvarja nek življenjski stil, to je seveda čisto, skratka, skladno z liberalno ideologijo, ampak kakorkoli, se ni važno. Lahko je tako zelo ekstremno alternativen. Ampak to hitro postane pravzaprav predmet in oglaševanja in vsaka razlika, pravzaprav, ki se jo izpostavlja recimo z namenom, da bi preko tega subvertiral neka pač razmerja moči, se pravzaprav udomačimo. Sej, tipičen primer, ki mogoče še bolj kot pri LGBT, je primer gender mainstreaminga. Tukaj gre pa res samo za to, recimo, recimo na ravni Evropske unije, da se sproducira čim več nekih pravnih aktov, s katerimi bomo seveda pokazali, kako smo za enakost, pa se pa šteje razmerje moških pa ženskih teles v politiki, v izobraževanju in tako naprej. Pozabi pa se, seveda, da je kaj pa pod tem. Tako da ja, misliti pač vse razlike hkrati, pač razlike hkrati. Bi še kaj dodali? Če mogoče lahko vprašam občinstvo, če ima kakšno vprašanje, glede te teme. Jaz bi vas mogoče prosil,
za komentar na trenutno aktualno zmagovalko Eurovizije. Na to pač ste veliko govorili o Evropski uniji in o tem, a gre to za kaj subverzivnega ali to pač če samo pristaja? Jaz se bojim, da ne, ker v bistvu pop kultura funkcionira na šoku, to smo pravzaprav široko sprejeli, da gre za igro. V tem smislu se meni zdi mogoče pač Conchita Wurst manj subverzivna, čeprav je imela brado, ampak mogoče ravno zaradi tega, kot sestre. Zakaj? Zaradi tega, ker za sestre, ki so prišle prvič na oder, veliko ljudi pravzaprav ni vedelo, zakaj gre. Pri Conchiti je jasno, na nek način jasno, da gre za uprizarjanje. Tako kot je šlo pri Dani International za uprizarjanje. Tukaj, pri sestrah, je pa pravzaprav to prikrito. Zakaj se mi zdi subverzivno? Zaradi tega, ker so s tem sporočale, pravzaprav, da je zelo lahko pretentati javnost glede spolne identitete, da je spolno identiteto laže pravzaprav skriti, spremeniti, kot pa smo verjeli. Ne vem, to se mi zdi tudi podobno kot ta gender mainstreaming. S tem, ko sprejmemo, kažemo, kako odprti smo, kako so pravzaprav te družbe neoliberalnega kapitalizma odprte, sprejemajo vse razlike, ampak kakšno spremembo pa to prinaša? Ja, mogoče, tudi, tako kot si ti rekel, si se lahko tako kot si ti prej rekel, seveda, ni za zanemariti, ja, čist možno je in dogaja se in pač tudi empirična, ne vem, empirija to dokazuje, da se postopoma spreminja recimo odnos do tega, kar je veljalo za periferijo, pač, na tem polju, ne vem, subjektivacije. Ja, v tem smislu ja, ampak tako da meni se zdi fajn, da je zmagala, mislim, tako bomo rekli, da je bila pripuščena, meni je ta izraz bolj ustrezen. Meni se pa zdi, da je še vedno pač njena zmaga nekako razdelila Evropo, kot splošno tudi našo, pač splošno evropsko javnost na mi in oni, tisti, ki sprejemo, pa tisti, ki ne sprejemo. Tu sami državi zmagovalki so se kresala mnenje in so imeli celo neke blazne peticije pa Facebook strani proti tej bradi in Conchiti in nekih 130,000 ljudi je imelo, da podpisalo oziroma lajkalo, všečkalo Facebook stran, da ona ne sme iti na Eurosong. Potem, kako je pa zmagala, je pa nekako ni bilo vprašanje te zmage, pa ni to, da je ona bila preoblečena, pa je bila samo ta brada zelo problematična, zakaj ona mora imeti to brado gor. In je ta brada nekako simbolizirala to, če pomislimo to, da je bila Nizozemska druga, ki je imela tako tipično heteronormativno pesem, nekako simbolizirala zmago oziroma nek res v to heteronormativno. Zaradi tega se mi zdi, da ta njena zmaga še vedno ima zelo močno subverzivni podton. Zaradi tega ne bi smeli zanemariti to. Mislim, ja, popkultura seveda, ampak ta brada se mi zdi res tako pika na i. Tle je dovoljeno vprašanje, pa če bi ona prišla v šolo, pa poskušala na mesto učiteljce, ne? To je to, ne? No, pa mislim, ali po drugi strani, če bi prišla z učiteljskim načinom govora, pa se pač gre za različna polja, v katerih se različno postavljaš in različno deluješ. Verjetno pač brez kiča in tega tudi ne bi, Pašoka ne bi zmagala na Euroviziji, tako da, mislim, kar se pa tiče na splošno, mislim, da to ne bo čist na temo, ampak iščem priložnost, da bi povedal, da se mi zdi grozna ta evalvacija, ki je imel Antoko v mladini. Te iste Eurovizije, pač ne v smislu zmagovalke, ampak na splošno, koliko časa še bo država dejala denar za tak treš in tako naprej. Se pravi, ta izraz nekega kulturnega elitizma in mislim,
In to malo meščanskega kulturnega elitizma, kar je še slabše, če bi pisal aristokratski, bi mogoče imel neko smisel ali pa upravičenost. In v smislu, da se potem popkulturo takoj diskvalificira, v smislu, to je pa pač komercialno in zaradi tega plehko in zaradi tega tam ne more biti nič politično zanimivega ali pa subverzivnega po defaultu, kar se mi zdi zelo problematično. Mislim, da to velja za dobršen del malo meščanske, kulturno-kritične javnosti, sploh v Ljubljani. In to je zelo problematično, ker se nam naprej odreže kakršnakoli možnost, da bi se lahko sploh na Euroviziji, ker je pač nek pofel komercialni, karkoli subverzivnega zgodil. Ampak mislim, da je tukaj problem, na popkulturo nasplošno, na Eurovizijo, pa zaradi tega pomena za LGBT skupnost, pa še posebej treba gledati kot na bojno polje, se pravi, ne gre za še en izmed biznisov, pač ne gre za produkcijo jogurtov, ker lahko rečemo, ta jogurt je neko kapitalistično, komercialno blago, kot tak je cenen, nizko kvaliteten in tako naprej. Kjer je, kot bi rekel, Stuart Hall je simbolna funkcija ali pa znakovna politika je v spredju na temu festivalu pred njeno, recimo, čeprav tudi komercialna vloga ni nezanemarljiva. In tukaj ne gre tudi za kulturno industrijo v nekem adornovskem smislu, kjer bi šlo za vsiljevanje nekih kulturnih obrazcev, norm obnašanja od zgoraj, ampak dejansko mislim, da gre že sam s tem, kar je Eurovizija postala v zadnjih desetletjih od svojega začetka, ker so dejansko evropske države pošiljale recimo svoje najbolj znane pop izvajalce, do tega, da je postala zelo kvirovska, zelo v tem smislu tako profilirana in potem znana, da je že to ena velika zmaga, recimo zadnjih 10-15 let ali pa mogoče še več Eurovizija, kjer mogoče ta zadnja zmagovalka ni subverzivna sama po sebi, ampak se mi zdi je dober znak, da je potrdila, da je na tem specifičnem bojnem polju so dejansko neke dominirane kulture ali kulturni obrazci, neki način kulturnega izražanja od spodaj trenutno v prevladujoči poziciji. Ker recimo, če sprejmemo to, da je popularna kultura samo komerciala in da po definiciji ne mora imeti nobenega subverzivnega ali kapitalskega potenciala, zdaj se je težko zamisliti, da bi se neki zlobni kapitalisti v svojih pisarnah spomnili hip-hop ali pa tehno ali pa karkoli od tega, se pravi, bolj gre za to, da poskušajo komercializirati nekaj, kar se že pojavi in pri Euroviziji pa še bolj, ker se je to začelo dejansko, kot če eden od zelo politično in kulturno nekonsekventnih festivalov in ga uspeli recimo tem izvajalcem politizirati in meni se to zdi zelo pozitivno. Še kdo? Potem mi pa jaz samo na kratko predstavila, glede na to, da Miha Dalobnika z nami, malo Društvo informacijskem centru Legabitra. Je nevladna in neprofitna organizacija, ki ima status humanitarne organizacije na področju socialnega varstva, pa tudi status organizacije v javnem interesu na področju varovanja zdravja. Društvo se je razvilo iz neformalne skupine Legabitra, ki je bila ustanovljena kot projekt študentske organizacije Univerze v Ljubljani leta 1998. Pri svojem delu društvo izkazuje resnost, strokovnost, kvaliteto in predvsem predanost na področjih zagovorništva pravic za istospolno usmerjene in socialno-varstvenih storitev za istospolno usmerjene mlade. Prav slednji so zaradi stigme in diskriminacije na osnovi osebne okoliščine, spolne usmerjenosti eno najbolj ranljivih družbenih skupin, zato je še toliko bolj pomembno, da jim je omogočen podporni sistem. Nudi svetovanja, skrbi za obveščanje o HIV/AIDS preventivi, uči o človekovih pravicah in sodeluje z drugimi organizacijami. Izdaja tudi revijo Narobe, katere urednik je dr. Roman Kuhar in je pravzaprav edina revija v Sloveniji, ki je v celoti posvečena LGBT populaciji. Prireja vsakoletne mladinske tabore, okrogle mize in družabne srečanje ter pripravlja raznovrstne raziskave in projekte.
zagotavljanjem varnega prostora in posredovanjem relevantnih informacij želijo izobraževati in osveščati, hkrati pa svojim delom opozarjati na neenakost v slovenski družbi. Zdaj, z nami sta pa tudi dva prostovoljca iz Legabitre, tako da v bistvu, če lahko kaj več povesta svojo izkušnjo, vabim Martina in Katjo, še mogoče par besed namenita vajni izkušnji. No, jaz sem že 1 leto prostovoljec v Legabitri, začel sem pisati za njihov spletni portal, spletno različico tiskane verzije revije Narobe, kjer v bistvu ne gre za to, da imamo iste novice, ampak samo pokrijemo tiste novice, ki potem niso pokrite tudi po sami reviji, ker v bistvu so bolj poglobljeni prispevki, kot so intervjuji, članki, reportaže. No, potem se tudi postopoma začel vključevati v to mednarodno delovanje, to je sodelovanje z različnimi društvi, pa tudi priložnost sodelujemo na kakšnih njihovih projektih, kot sem včasih kakšno penjenje, kakšnih prostorov ali pa spravljanje kleti oziroma arhiva. Včasih tudi celujem, zdaj sploh, ko so začeli zadnje pol leta z četrtkovimi dialogi, ki se tematsko vežejo na HIV preventivo, sem tudi tam včasih aktiven, potem skupaj z društvom Aparejo nekako skušajo oživiti to neko LGBT sceno, oziroma ne oživiti, ampak da nekako deluje ta LGBT scena. In tako vsak drug četrtek prirejo kavariške večere, kjer ne gre za to tipično žuranje, ampak imajo ponavadi kakšnega jazz izvajalca, kakšen performance, happening. To je v bistvu moje delo, da ti poveš, kako si ti začela. Ja, jaz sem se tudi lansko leto, približno 1 leto nazaj, sem se pridružila Legabitri v sklopu upravljanja prakse, preko faksa. Nekako, ko sem začela prakso kandidat, sem začela še razpoznavati organizacijo. Med upravljanjem prakse smo potem s kolegico organizirali okroglo mizo in smo tako začeli sodelovati. Potem pa po preteku prakse sem ratala prostovoljka in sem se pa bolj pridružila Blažiču pri izvajanju delavnic na četrtnih mladinskih centrih. Imeli smo tudi izobraževanje za trenerje človekovih pravic, tako da v bistvu v tem pogledu bolj sodelujem z Legabitro, z Mitjem Pazevo pri izvajanju raznih delavnic. Drugače pa isto četrtkovi dialogi, četrtkovi kavarniški večeri. Pa pri živi knjižnici tudi zraven? Ja, pa pri živi knjižnici smo zraven, ja, točno. Pa verjetno se bomo zdaj na sovražni govor se dela projekt, kjer bom tudi najverjetneje sodelovala. Tako, malo v drugi sferi sem, kot ti. Ja, če povej, samo še malo v tej živi knjižnici, kaj je? Živo knjižnico organizirajo, mislim, da enkrat letno, po večjih mestih v Sloveniji. Gre se pa za to, ne poznate koncepta, živa knjižnica? Ne, okej. Gre se za to, da v bistvu ljudje so knjige, vsak si da svoj naslov, ponavadi so te naslovi pač družbeno stigmatizirani. Nekje, naprimer v Ljubljani smo imeli pri mestni hiži, stojnice, knjige smo sedeli na knjižnih policah, kjer smo pač čakali, da pride kakšen bralec, potem je knjižničar imel knjigo, kjer so bili naslovi in opisi, oziroma opisi so izgledali kot stereotipi o temu naslovu knjige. In potem si lahko zbral eno knjigo, si jo sposodil za 15 minut in imel pogovor. Zdaj, ful velika dilema pri živi knjižnici je, da nekdo, ki ima na primer naslov gej, bi lahko za bralce predstavljal kot predstavnika gejovske skupnosti in bi se spet delalo pač. In zato tudi največkrat, mislim, vedno poudarimo, vsaka knjiga, ki pride in bi rada sodelovala, vedno poudarimo, da mora govoriti o svoji izkušnji, mora izhajati iz sebe, da je to on, da je to zanj osebno, da je on tako doživel in da se ne posplošuje na celotno populacijo. Tako da to je nekak ideja žive knjižnice. Ste dobro sliko. Jaz bi samo še izpostavil, da imamo nekak problem, predvsem na trans področju, ker v Sloveniji ne obstaja neka krovna organizacija, neka majhna organizacija, ki bi skrbela za trans osebe, tako da zdaj se nekako trudimo delovati tudi v tej smeri.
tudi se nekaj pogajamo oziroma dogovarjamo z psihiatri, kirurgi, temi spolnimi medicinci, tako da nekak jeseni naj bi začeli delati na tem področju, pa skrajni čas, da se nekaj zvedi s tem pri nas ukrene, ker to v bistvu totalno nevidno. Razpa, ki Salome mogoče nekaj razburkala javnost tem, ampak bolj v tem individualnem smislu način naredila tako za to svojo socialno kategorijo, ampak je bolj nekako promovirala sebe, poskušala v tem zvezdniškem smislu skredno. To se mi zdi še potrebno izpostaviti. Pa predvsem se je zdaj začel delati na tem področju, zato ker je edini kirurg, kaj operacije delal v Sloveniji, šel v pokoj in vsaj 5 let ne bo nobenega kirurga. Plus, da je samo ena psihiatrinja specializirana za to v celi Sloveniji. Ker pač, če hočeš iti čez prilagoditev spola, moraš dobiti diagnozo. In predvsem zaradi tega se je zdaj začel to delati. Če se mogli boriti proti tem, da izstopite iz te medikalizacijske perspektive, ravno zato, da ti ni treba, da psihiatr ti da odredbo, ja, lahko si mentalno zdrav, torej se lahko odločiš za, ne vem. Ne, to je ful je dvorezen meč. Pač ti moraš dobiti diagnozo transseksualnosti. Zato, ker je povezava z zavarovalnico. Transgender disorder, v tem smislu moraš dobiti diagnozo. Zato, da ti zavarovalnica tudi ampak pač prvi vrsti treba izstopiti iz tega. Ja, to si mi zavedamo. Pa se sploh problem je v tem, si prav transgender, pa transseksualnost, mislim, to je tak, ampak res dobesedno živ dokaz tega, kako so te norme ženskosti in moškosti, Utrjene. Prisotne, ampak kako so zatiralske, skratka, ker zakaj moraš iti na operacijo, če se hočeš vesti tako, kot velja, da se vedejo ženske in obratno. To je temelj, tle se mi zdi, da je res to tako. To je eden tistih primerov, na katerem se je boriti zoper identitete, se mi zdi temeljno mesto, kjer se da. Ker tudi seveda s tem je povezano, to so tudi boji zoper to, da bi se sploh treba opredeljati glede seksualne identitete. Tako da me recimo Giddensove zgodbe iz 90-ih let, ko razlaga, kako danes ni bilo več nobeno od teh identitetnih oporišč pomembno, on razlaga, kako pravzaprav vse stvari izbere, da ti ne glede na to, kje si, lahko izbiraš način, kako vidiš sebe in tako naprej. Skratka, to vprašanje transgender, skratka, tako zelo postavljena laž, se mi zdi bolj očitno in bolj jasno, kot mogoče vse drugo. Kaj usklajuješ s tem? Te zatiralske norme. Tako, meni recimo tudi, mogoče to še, to vprašanje še največ nelagodja povzroča v tem smislu, da karkoli narediš, pravzaprav utrjuješ te normative, pa te kategorizacije in te delitve. Ne vem, si ti na to merila ali si imela kaj drugega misli? Ja, mislim, pač v tem smislu. To je lepo rekel Lodar, ki je transseksualni moški, da on ni želel iti do konca s tem procesom, ker ni pač vedel, ali bo s tem res potem dosegel to, kar je že bilo res potem moški, ali ne bo. Tako da je zdaj še vedno nekako v tem procesu tranzicije oziroma ni želel do konca za tretji nekako. In v tem primeru se mi zdi v tem kontekstu se mi zdi pa ključita vrst subverzivna. V tem, da je ne moreš uvrstiti, da se noče uvrstiti. Se to je point njenega nastopa, da ne moreš ta prav, da je vse. Si vse, ali pa nič, ali pa nekaj drugega. Tako tle se mi zdi to polje boja,
za odpravo. No? Mislim, ja, to je indikativno prav pri tej izviki, ne? Se mi zdi, ko sem spremljala na Twitterju, na Facebooku objavljanja, v bistvu, na čem so se ljudje zgražili, ko se spotaknili, ne? Ravno to neobljubljivost prioritete, ne? Spravi, če bi ona bila samo razvestit, ne, pač ne bi bilo nobenega problema, ne? Ker bi sodila v tisto kategorijo, ki jo že imamo v našem spektru razumevanja teh spolnih identitet, ne? Ker pa se ne umešča nikamor, ne? Ravno ta brada je ta označevalc, ne? Pač potegne ven iz tega, ne, takrat pa postane v bistvu spor, postane problem na nek način za nekateri ljudi. Podobno kot interseksualnost, ne? Ja. Sprav, problem interseksualnosti je ta, da je to skrajno medikalizirano, ne? Ne, mislim, problem, ki ga povzroča, ne, zakaj se medikalizira, je to, da je nemogoče uvrstiti v katerokoli obstoječo kategorijo, če si pa zmisliš novo, je pa tako subverzivna, da pravzaprav, ne, tako se mi zdi, kot pri realizaciji queer teorije, recimo, ne, misliti svet brez spola, kako mislim, ne. Čeprav zanimivo pa je tudi to, pa ne kako se to razlagati, ne vem, kje sem pripravila, sem mogoče celo ni res, ampak Facebook, ameriška varianta, ne vem, če gre veste, da je uvedla 50 različnih kategorizacij spola, ne. 50? Ja, mislim, ne vem, kateri se razmišljam. Ampak to tudi mogoče ne priča o tem, kako spet, mogoče je večja heterogenost, ne, ampak spet ne, kako označiti vsako stvar, ne, kako ne da bi ostalo neoznačeno, predvsem tega vidika kapitalskega dobička ciljne skupine in tako naprej, katero trgiraš, ne, ampak ja, zanimivo, no. Recimo, da imaš notor tega gender oziroma queer, spet imaš tudi agender, bigender, fuckgender, že oni sami, v bistvu pač a priori je ta teorija, da zavraža spolje, ampak znotraj tega imaš pa tudi nekaj, ki se pa delijo, pa kupčkajo. Ja, sicer, če gre do absurda, ne, če pripelješ do absurda, tudi nekaj naredi, ne, da je tako pravzaprav tega že veliko, da itak, to je to, kot imaš čist preveč informacij, pa so to smeti, isto potle, ne, te definicije postajajo smeti in se nimaš nekaj upred, ne, ker je, ne, mislim, tudi to le deluje subverzivno, ne. Še kaj? Komentar, mogoče za občinstvo, vprašanje so. Okay, pa še za konec eno res kratko vprašanje za oba gosta, glede to, da je zelo splošno v naši družbi LGBT vprašanja so bolj postavljena na stranski tir zaradi ostalih problemov, ker vsi vemo, kjer so, ki spremljajo v medijih. Ali je v današnjem LGBTQ gibanju prostor za radikalnost, za res progresivnejši aktivizem? Mislim, načeloma je, mislim, tako kot je vedno. Jaz tudi nič ni zaprt, ne. Mislim, jaz ne vidim objektivnih ovir za to. Notranjih pa tudi, ne, mislim. Ali pa konceptualnih, no. Potem pa